Že je tukaj Valentin. Tokrat bom govoril o tem, kako učinkovito pomagati drugim. Ljudje se soočamo z številnimi življenjskimi izzivi in običajno, ko se nam kaj zelo hudega zgodi, začnemo raziskovati vzroke za to in takrat se za mnoge začne intenzivna notranja preobrazba, stopijo na duhovno pot izboljševanja samega sebe. Vsak si najde neko pot, neko smer, ki mu najbolj ustreza, v skladu z njegovim trenutnim pogledom na svet, glede na to, kakšni viri informacij, ljudje, duhovni mojstri so tej osebi takrat na razpolago. In potem, ko človek začne delati na sebi, želi tudi pomagati drugim, tudi druge povabiti na to pot notranje preobrazbe. Ko začnemo delati na sebi, vidimo pri sebi različne pomanjkljivosti, ki jih seveda želimo odpraviti oziroma izboljšati, in tudi določene pomanjkljivosti, napake, nepopolnosti začnemo opažati pri drugih. Toda, ko druge pozovemo na to, da bi tudi oni začeli spreminjati same sebe, velikokrat naletimo na močen odpor. Potem pa smo razočarani, lahko nam drugi celo zamerijo za to, ker želimo pomagati njim. Pač nekako drugi ne cenijo našega dobrega namena. Kako biti torej bolj uspešen pri temu, da bi pomagali drugim? Prvič se je potrebno zavedati, da druge vidimo takšne, kot smo sposobni videti sebe. Torej, pri drugih lahko vidimo samo tiste stvari, ki smo jih ozavestili in preobrazili pri sebi. Ko želimo drugim pomagati, se je potrebno zavedati, da ne vidimo njih take, kot so v resnici, ne vidimo celotne slike tistega, kar so, temveč imamo pogled zelo omejen. In ko želimo pomagati drugim, tukaj lahko tudi projiciramo svojo lastno nestrpnost in samokritiko na druge. Seveda nam ni všeč, da imamo pri sebi določene napake, da imamo še marsikaj postoriti. In potem smo lahko glede tega do samega sebe zelo kritični, torej samokritični. Postanemo nestrpni, želimo, da bi proces izboljševanja samega sebe pospešili, vendar vidimo, da ne gre tako hitro, kot bi si želeli. In potem lahko to svojo nestrpnost tudi projiciramo na druge. Ko vidimo pomanjkljivosti pri drugih, lahko postanemo jezni, lahko postanemo živčni.
druge osebe napadamo z agresivnimi besedami, jih obtožujemo in s tem poslabšujemo naš odnos. Torej, glede tega nismo za nek zgleden primer, kako učinkovito pomagati drugim. Še posebej osebe, ki so že vrsto let v procesu notranje preobrazbe, so zmožne pri drugih opaziti zelo hitro zelo veliko pomanjkljivosti. In potem želijo drugim to pokazati, jih pozvati k preobrazbi. Ob tem pa se ne zavedajo, koliko časa, koliko mesecev, koliko let je bilo potrebno, da so te osebe same prišle do zelo močne preobrazbe. Torej, ko želimo pomagati drugim, se je najprej potrebno zavedati, da imamo vedno zelo omejen pogled na druge, da lahko projiciramo marsikaj iz sebe na druge in da smo lahko tudi nestrpni glede tega, koliko časa je potrebno, da se bodo drugi lahko spremenili. Vse torej vabim, da se zavedajo tega, da si dovolijo čas spoznati tiste osebe, ki jim želijo pomagati, da razumejo njihovo življenjsko zgodbo, da se resnično vživijo v njih, da razumejo njihovo trenutno stanje zavedanja, razmišljanja, njihove nekontrolirane čustvene reakcije, da se te osebe ne kritizira, ne preveč priganja, ampak da se do drugih pristopi na nek nežen, sočuten način z pristno empatijo. Če želite še bolj ozavestiti te zadeve, kako učinkovito pomagati sebi in drugim, vas vabim, da se pridružite skupini Destiny, ker imamo izvrstne spletne tečaje za osebno rast, za notranjo preobrazbo, ogromno gradiva v obliki videoposnetkov, audioposnetkov, forumov, ki natančno pojasnjujejo celotno zgodovino stvarstva, nastanka Zemlje, človeka, našega uma, kako delujejo misli, čustva, medsebojni odnosi in povezave do teh informacij najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.